Gospe in gospodje, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gostje, dobrodošli v predsedniški palači na državni praznik samostojnosti in enotnosti. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor tradicionalno že od leta 2013 na ta dan v predsedniško palačo povabi Slovenke in Slovence, ki študirajo ali kot znanstveniki, raziskovalci, predavatelji, podjetniki in drugi strokovnjaki delujejo v tujini. Srečanje poteka v sodelovanju z Društvom v tujini izobraženih Slovencev VTIS. Zaradi epidemije COVID-19 letošnje srečanje poteka nekoliko drugače, v navzočnosti zgolj članic in članov upravnega odbora društva, ki jih ob tej priložnosti lepo pozdravljam. K uvodnemu nagovoru vabim gospo Kristi Hodak, predsednico društva VTIS, ki bo nato razglasila letošnjega prejemnika nagrade VTIS leta. Prosim. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani gostje, člani društva VTIS, Slovenci v Sloveniji in po svetu. Leto 2020 se približuje koncu. To je bilo leto zelo velikih izzivov za ljudi, seveda največji med njimi pandemija. Mnogi so s pandemijo izgubili svoje ljubljene, drugi so izgubili varnost, službo, dom ali finančno stabilnost. Na drugi strani nam je to leto prineslo tudi veliko lepih trenutkov solidarnosti in več povezanosti z naravo, svojimi najbližnjimi ter sočlovekom. Zase lahko povem, da se s ponosom ozrem nazaj, saj so leto 2020 zaznamovale plemenite geste ljudi, povezana globalna skupnost Slovencev in vzpostavljanje dolgoročnih sinergij med Slovenijo in svetom. Prav društvo v tujini izobraženih Slovencev, društvo VTIS, me navdaja z resničnim pozitivizmom. Naučili ste me, da znanjem, optimizmom, sodelovanjem in medsebojno pomočjo lahko še tako težke trenutke skupaj prebrodimo. Ste neverjetno navdihujoča skupnost, ki svojo pozitivno energijo širi med vse ljudi in v čast mi je bilo letos voditi to našo skupnost. Hvala upravnemu odboru, Timoteju Homarju, Aleksandri Pekošak, Vidu Čibeju, Neži Vadnjal, Vesni Makovšek in Gali Rogel. Hvala vam za vse neutrudno delo, zagnanost in entuziazem in vse vložene ure, da je naše društvo tudi letos raslo in se razvijalo. Hvala tudi vsem lokalnim odborom, prostovoljcem na projektih, mentorjem in drugim prostovoljcem, da proaktivno sooblikujete društvo VTIS. Predstavljate temelj, na katerem naše društvo stoji. Hvala predsedniku, gospodu Borutu Pahorju, da nas ponovno gostite v vaši palači, pa čeprav virtualno, in da podpirate našo vizijo. Hvala uradu za zamejce in Slovence po svetu, da nas podpirate že od samega začetka. Hvala tudi vsem partnerjem, drugim sodelavcem in posameznikom, ki si delite naše vrednote sodelovanja in povezovanja. Društvo v tujini izobraženih Slovencev z današnjim dnem šteje že 1741 članov iz celega sveta, študentov, gospodarstvenikov, znanstvenikov, raziskovalcev, podjetnikov in drugih strokovnjakov. Število članov in naših partnerjev raste. Naši dogodki so pogostejši in bolj obiskani. Projekti in sodelovanja bolj odmevna in vplivna. Letos nam je razdaljo med svetom in Slovenijo še dodatno uspelo zmanjšati. S pomočjo videokonferenčnih dogodkov, ki so tekom letošnjega leta postali nekaj povsem običajnega,
Preko naše na novo oblikovane, izboljšane in optimizirane spletne strani ter odprtih webinarjev smo spoznali nove partnerje in sodelavce v Sloveniji in v tujini. Poleg tradicionalnih lokalnih druženj članov smo letos resnično ustvarili globalno skupnost, ki si dnevno deli nasvete, prosta delovna mesta in se mesečno druži ob nedeljski virtualni kavici. Dodatno smo poglobili sodelovanje z Uradom za zamejce in Slovence po svetu, ASEF-om in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Slednji so nas prepoznali kot pomembne deležnike pri pripravi raziskovalnih in inovacijskih strategij ter zakonodaj. Ponovno smo sodelovali s časnikom Finance, kjer smo poskušali razumeti finančna pričakovanja Slovencev v tujini in tovrstne raziskave na področju gospodarstva nadaljujemo tudi v letu 2021. Letos sta bila svet in Slovenija bližje kot kdajkoli prej. Ta zmanjšana razdalja nam je omogočila podiranje dolgoletnih mitov o begu možganov. Prvi mit, ki bi ga rada danes in za zmeraj podrla, je, da znanje beži iz Slovenije. To ne drži. Sedaj zagotovo vemo, da 56% v tujini delujočih Slovencev se želi vrniti domov. Vsi naši člani si proaktivno iščejo načine, kako deliti svoje znanje v Sloveniji ter vzpostavljati znanstvena in gospodarska sodelovanja, pogosto z namenom vrnitve v domovino. Kar 1/3 naših članov se navsezadnje že vrnila domov. Društvo Vtis je postalo pomembno središče in stičišče, ki tudi v Sloveniji nudi povezave, sodelovanja in priložnosti. Samo letos se je več kot 200 članov udeležilo kariernih dnevov z našimi partnerskimi podjetji v Sloveniji. Na naši digitalni platformi smo delili preko 120 prostih delovnih mest. Organizirali smo odlično obiskane webinarje Ideje iz sveta, kjer so člani lahko delili svoje znanja, tudi Slovenijo in še bi lahko naštevala. Torej, lahko potrdim, da znanje priteka tudi v Slovenijo. Drugi mit, ki ga pogosto slišim, pravi, da se predvsem tako imenovani novodobni izseljenci ne povezujemo v tujini in ne cenimo slovenske kulture, kot so to na primer počele prejšnje generacije. Tudi ta je napačen. Na naših lokalnih dogodkih, ki jih organiziramo v preko 15 državah sveta, od Kanade, Avstralije do večine evropskih držav, člani in ostali Slovenci pridejo, kjer pogrešajo slovenski jezik, kjer bi se radi spomnili, kakšen okus imajo slovenske dobrote, kjer bi radi spoznali še druge Slovence, navezali stike in ustvarili nova sodelovanja in prijateljstva. Preko naše digitalne platforme si izmenjujemo tudi slovenske navade, ki smo jih iz Slovenije prinesli v svet. Vsak prinese Slovenijo s sabo na svoj konec sveta in deli našo kulturo s svetom. Vsak promovira Slovenijo kot sposobno, zeleno in prijazno državo in z vsako promocijo člana dobi Slovenija novega turista ali celo novega prebivalca. Če na kratko povzamem, Slovenci v tujini ne samo, da cenimo slovensko kulturo, temveč jo tudi ponosno promoviramo. Na kratko še o tretjem mitu, da Slovenci pozabijo na Slovenijo in ji ne pomagajo. Ta je namreč najbrž od vseh najbolj napačen. Letos sem bila temu tudi sama priča in zato še toliko bolj cenim in spoštujem to našo skupnost. V prvem valu covida so se naši člani v tujini proaktivno obrnili na nas z namenom priskočiti Sloveniji na pomoč. Nudili so svoje povezave s proizvajalci medicinske opreme, delili svoja znanja na področju virologije, podatkovne znanosti in drugih relevantnih disciplin. Imeli smo tudi primere zdravnikov,
ki so bili pripravljeni prileteti iz ZDA v Slovenijo in pomagati. Skupaj z uradom smo ustvarili mrežo vtisovcev in drugih, ki so bili Sloveniji pripravljeni priskočiti na pomoč. Organizirali smo tudi webinarje, kjer so ti člani delili svoja znanja z področja razvoja COVID testov, oblikovanja mask in gospodarskih načrtov z Evropske komisije za obdobje po COVID-19. Na naši digitalni platformi so se zdravniki prostovoljno javili, ponudili svoje osebne številke za vse člane, ki so potrebovali nasvet. Člani, ki delajo na Ministrstvu za zunanje zadeve in veleposlaništvih, pa so ves čas obveščali o najnovejših podatkih glede potovanj v Slovenijo. Tudi povpraševanje po mentorstvu narašča iz leta v leto. Člani želijo postati mentori in pomagati s svojimi izkušnjami. Imamo že preko 50 mentorjev in kar 27 mentorskih parov. Slovenci v tujini smo vedno tu za Slovenijo. Resnično se počutim privilegirana, da sem del tako plemenite skupnosti. Čisto na koncu, pa še o mitu, ki ga pogosto slišim od naših članov v tujini. Da se v Sloveniji ne da uspeti. V imenu društva smo se letos povezali z mnogimi organizacijami, podjetji in posamezniki ter pridobili boljši pregled nad stanjem v Sloveniji. Z velikim veseljem lahko potrdim, da se vse več uspešnih podjetij in organizacij obrača na nas, saj iščejo tudi specifična znanja slovenskih talentov iz tujine. Na našo pobudo so se lahko letos prvič tudi slovenski podjetniki v tujini prijavili na razpis za nagrado na Dnevu inovativnosti v Sloveniji, ki je potekal pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Vse več je tudi članov, ki so se uspešno vrnili, delajo v spodbudnem okolju, odpirajo svoja podjetja, organizacije in inštitute, so mednarodno naravnani, vizionarski ter premikajo meje mogočega. Če zaključim. Upam, da bodo miti o begu možganov postali stvar preteklosti. Tudi Slovenci v tujini želimo doprinesti k napredku Slovenije. Cenimo, ohranjamo in promoviramo slovensko kulturo in jezik v svetu ter odprtih rok pomagamo naši domovini. V letu 2021 vam želim, da nas novo leto še dodatno zbliža in poveže v objemu optimizma. Najlepša hvala, zdaj bi pa povabila našega zakladnika Društva Vtis, Timoteja Homarja, da še predstavi, komu gre letošnja nagrada Vtis leta. Hvala. Hvala. Društvo Vtis vsako leto podeli nagrado posameznikom ali skupinam, ki so še posebej zaslužni za povezovanje in sodelovanje med slovenskimi državljani v tujini in v Republiki Sloveniji. Nagrada Vtis leta je utemeljena z dosežki pri skupnih raziskovalnih projektih, spodbujanju mobilnosti in prenosa znanja, sodelovanju na področju profesionalnega in kariernega razvoja ali drugih oblikah kroženja znanja med svetom in Slovenijo. Nagrado Vtis leta 2020 prejme Fundacija Parus. Fundacija Parus najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom prava Univerze v Ljubljani nudi pomoč pri podiplomskem študiju v intelektualno spodbudnih okoljih najboljših svetovnih univerz. Leta 2006 jo je ustanovil odvetnik Miro Senica. Štipendija nudi možnost študija na vrhunsko oblikovanih programih z dostopom do najboljših in najobsežnejših knjižnic. Štipendisti fundacije na ta način pridobijo znanja in izkušnje, ki so potrebne za prihodnje vodenje gospodarstva, javnega sektorja in izobraževalnih procesov. Štipendija se podeljuje enkrat letno, komisijo sestavljajo ugledni profesorji prava, kandidatke in kandidati morajo poleg odličnega študijskega uspeha
in odlične ocene diplomskega dela izkazovati tudi vrhunska komunikacijska znanja. Komisija pri kandidatih še posebej ceni obvladovanje kompleksnih situacij, koordinacijo vzporednih projektov in sposobnost vodenja skupine sodelavcev. Fundacija krije stroške celotne šolnine, obenem pa dodeli še finančna sredstva za življenjske stroške. Delovanje fundacije je izjemno pomembno za slovenski pravni sistem, saj prejemnike štipendij spodbuja k vrnitvi in delu v domovini. Zdaj pa kar prosim predstavnika fundacije Parus, gospoda Uroša Čopa, partnerja in direktorja, in gospod Katarino Mervič, da prevzamete nagrado vtis leta. Lepo pozdravljeni, spoštovani predsednik, gostje, dragi gostje. V imenu fundacije Parus in njenega ustanovitelja Mira Senice se iskreno zahvaljujem za to lepo priznanje. To priznanje vsekakor predstavlja za nas veliko potrditev, da delamo dobro in da smo na pravi poti. Tako kot je že moj predhodnik povedal, delujemo vse od leta 2006 in v bistvu letos obeležujemo že 15 let našega delovanja. V tem času smo podelili že 39 štipendij res najboljšim štipendistom ljubljanske pravne fakultete. Na vse smo res izjemno ponosni, saj so res uspešni. Morda še to povem, da je zahteva naše fundacije, samo eno nalogo imajo naši štipendisti in to je ta, da se potem po končanem študiju vrnejo v Slovenijo in to pridobljeno znanje v tujini vnašajo, uporabljajo v našem prostoru. Na ta način si fundacija prizadeva, da na ta način fundacija vrača oziroma daje to znanje slovenski družbi. Vsekakor to priznanje predstavlja veliko motivacijo, da bomo še naprej uresničevali svoje poslanstvo in delovali še mogoče z večjim zagonom tudi v prihodnje. Najlepša hvala. Najlepša hvala predstavnikoma fundacije Parus, Urošu Čopu in Katarini Mervič ter seveda iskrene čestitke. K besedi vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Najprej ne izrečem čestitke nagrajencama. Želim vama, da izpolnita visoka pričakovanja Društva Vtis in vseh nas. Čestitam Društvu Vtis, gospa predsednica, za odlično imenitno opravljanje vašega poslanstva. Želim vam, da bi vam tudi v prihodnjem letu, poleg virtualnega druženja, uspelo tudi običajno druženje. Želim si, da bi prihodnje leto znova, tako kot smo to počeli zadnja leta, na ta dan zvečer prišli sem v veliko kristalno dvorano predsedniške palače in se tukaj z vašimi vrstniki poveselili ob sjajnih rezultatih preteklega leta. Prepričan sem, da se bo to prihodnje leto zgodilo. Nekaj mi pravi, da bomo premagali to zdravstveno krizo in da se bomo počasi vrnili k običajnemu življenju. Seveda bo ta kriza pustila neke trajne sledi, ampak vi ste lepo rekli v govoru, ne gre samo za te grenke izkušnje, gre tudi za plemenite izkušnje, ki nas navdihujejo. Vse to bo neka dediščina tega posebnega leta, ki se izteka. In zdi se, da je vse prišlo v istem času, po dolgem času je ne samo Ljubljana, še kakšno drugo mesto obsijalo sonce, prišlo je cepivo,
v Slovenijo in v druge države. Izteka se neko leto, ki je bilo težko, ampak kot sem prej rekel, z nekim posebnim upanjem zremo v prihodnje. Vi dobro opravljate vaše delo, mi se bomo trudili, kot ste me prej pozvali, opravljati naše. Obstaja velika priložnost za to našo domovino, velikanska priložnost, narejena je po podobi prihodnosti in upam, da ji bomo skupaj vdahnili to notranjo moč, da bo šla z razvojem naprej. Danes ne spomnim in zaključim, praznujemo 30 let od trenutka, ko je France Bučar v skupščini nedaleč od tod razglasil rezultate plebiscita in najavil ustanovitev lastne države. No, 30 let kasneje imamo tukaj mlade ljudi, večina je bila rojenih v tej novi državi, ki nam ulivajo upanja in vedrine, da bodo svojim znanjem in ambicijami, razgledanostjo, z nekim notranjim žarom to državo popeljali v slavno prihodnost. Srečno.